Neresen, pomanjkljiv in diskriminatoren. To so le nekatere kritike izhodišč zakona za obdavčitev premoženja in razbremenitev plač, ki so zedinile tako predstavnike delodajalcev kot sindikaliste. Predlog Ministrstva za finance, po katerem bi stopnjo 1,45% obdavčili nerezidenčne nepremičnine, so socialni partnerji danes ocenili kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Izhodišča bi bilo treba bistveno dopolniti, še opozarjajo partnerji. Manjkajo resne analize nepremičninskega trga in mednarodne primerjave, so prepričani. Vladna stran razpleta na seji ekonomsko-socialnega sveta ni komentirala. Marko Gregorc. Ne zgodi se pogosto, da socialni partnerji, na eni strani sindikati in na drugi strani gospodarstveniki, najdejo skupni jezik. Danes so na primer ostali razdeljeni pri vprašanju letnega zvišanja minimalne plače. Združilo pa jih je razočaranje do izhodišč premoženjskega zakona. Razprava, kot sem rekla, je bila relativno dolga. Vsi socialni partnerji smo opozorili na pomanjkljivosti teh izhodišč oziroma na število odprtih vprašanj. Tukaj je vprašanj več, kot je odgovorov. Sama izhodišča so splošna, v določenih delih pomanjkljiva. Smo na isti strani, na isti bregovni strani kot sindikati. Menimo tudi mi, da ni še zrel za pogajanje. Preden bi se o predlogu opredeljevali, partnerji v izhodiščih pogrešajo resnejše analize. Kakšno mednarodno primerjavo, kako je tovrstna obdavčitev izvedena v drugih državah in pa predvsem tudi kakšno analizo, kako je s takšnimi nepremičninami, koliko jih je, kako so geografsko razporejene. Sindikati so opozorili na primere, kjer bi zakon lahko učinkoval izrazito nepravično. Na primer je prva premičnina vredna 1 milijon, druga pa 50 tisoč, pa v prvi premičnini nekdo živi, ali pa je prva premičnina vredna 50 tisoč, pa druga tudi, in je prvi, ki ima bistveno več premoženja v seštevku, v bistvu neobdavčen oziroma bistveno manj obdavčen kot drugi. Izhodišča hkrati predvidevajo, da je povpraševanje po najemu stanovanj enako po vsej državi, ter da je kopica gradbenih parcel, ki se jih da uporabiti za gradnjo. Nepremičninski davek na takšen način prinaša več krivic in zagotovo ni poštena obdavčitev, ker pač prinaša obdavčitev zgolj enega dela premoženja, ki ga imamo, nikakor ne bo reševalo to nepremičninsko krizo. Partnerjem se zdi vprašljiva tudi visoka stopnja obdavčitve in preštevilne možnosti optimizacije. Nam se ta predlog, ki nam ga je predstavilo Ministrstvo za finance, ne zdi resen predlog. Mi mislimo, da nima smisla graditi na tem predlogu in ga nadgrajevati. Ob obdavčitvi premoženja izhodišča predvidevajo tudi razbremenitev plač, a tudi ta del predloga zakona partnerjev ni navdušil. Ministrstvo za finance so pozvali, naj se na ekonomski svet vrnejo s konkretnejšimi izhodišči. Predstavnika ministrstva na izjavi za medije po končani seji ni bilo.